Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, prisrčno pozdravljeni v naši pogovorni oddaji. Tokrat sta z nami dva posebna gosta, Manca in Benjamin Izmajlov. Manca in Benjamin, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Pozdrav, Iga. Ni vaju treba posebej predstavljati, pa vseeno, Manca, vi ste mezzosopranistka, Benjamin, vi pa violinist, dirigent, producent, aranžer, glasbeni pedagog, skratka, dva izredna talenta, prepoznana tako v Sloveniji kot v tujini, tudi z veliko priznanji in zmagami. Danes pa smo tukaj prav zaradi enega posebnega projekta, ki se je rodil v letošnjem letu, in sicer v knjigi za otroke, v knjigi s slovenskimi pesmimi za otroke, o kateri bomo malo kasneje še spregovorili. Čisto na začetku pa nas zanima, vidva kot starša, glasbenika, kako sta ljubezen do glasbe predala naprej svojim hčeram, že od malega naprej najbrž. Mislim, da je to v vsakem dnevu, v vsakem tednu, letu našega življenja popolnoma prepredeno s tem, kar počnemo, kar smo, ker je nenehno neka glasba, ki se pri nas posluša, bodi si tako za lastno veselje, bodi si zaradi dela, tudi ko se peljemo, vedno nekaj preverjamo, nekaj poslušamo za nazaj. Tako da že odkar so bile v trebuhu, recimo pri meni, lahko rečem, vse tri hčerke so bile nenehno soočene z mojim petjem in tudi ves čas potem, odkar so se rodile, sem jim vedno pela, vedno predvajala glasbo in zagotovo je to tisto, kar imajo v krvi in drugače ne more biti. Kaj pa, kak inštrument ste igrali najbrž, so vas slišali? No, seveda, ja. Ampak dostikrat je bilo tudi tako, da so že dokaj zgodaj opazile to najino koncertno dejavnost. Tudi videli kakšen video, pa tako naprej. Inštrument pa je pač seveda nek izbira srčna, ne. Torej, če jaz igram violino, še ne pomeni, da obvezno hčerka mora violino igrati, ne. Nekako se ti mora ta barva inštrumenta ti mora biti všečna, no. Recimo starejša hči začela najprej s flavto, ampak nekako ji ni bilo, potem v bistvu si je želila klavir in delno harfo, sem se rekel, ne harfa ne, zdaj, prekompliciran. Ampak je zelo lep inštrument zopet, ne. Klavir pa je zelo univerzalen inštrument, tudi če se s tem ne ukvarjaš, v bistvu zmeraj lahko nekaj zaigraš, ga imaš, to spremlja celo življenje, ne. Je v bistvu inštrument, ki ga lahko sam igraš ali pa nekoga spremljaš, ne. Tako da je perfektno, ne. Vse bo šla verjetno v druge vode, pametna punca. Tudi umetniške. Umetniške. Delno umetniške. Ja, verjetno v smeri, ko rečemo širše gledano oblikovanje, ampak vidiš še kako. Ta druga dve sta seveda pa še premehni, da bi šlo karkoli na to temo. Ta srednja ogromno poje. Ja, ta je čisto spet. Igra, se uči violino. Mlajša pa, čeprav ima 7 mesecev in pol, že poleti, ko sem jo imela včasih pri sebi, ko sem se malo pevala za kakšen koncert skozi cel dan, je že začenjala peti z mano. No, prav, že pred 2 mesecih se spomnim, da je že malo zraven opazila, da je začela druge zvoke delati. Glasba je posodno, se tudi nisem pri nas. No. In seveda ure in ure uspavank. Prva hčerka je bila, tudi na njej sem vadila tisti album, knjiga, ki zaziblje v sanje. To je v bistvu knjiga o uspavanju dojenčka na različne načine, skupaj z petjem. Sem jo vse te pesmice ogromno krat prepela in te tam najmlajši pa sploh, ker sem prav zdaj ta projekt vadila vsakodnevno in sva ves čas te pesmice pele. Veliko pedagoških delavcev opaža, da nekateri otroci živo pesem, se pravi pesem peto v živo, se strani odraslega, slišijo komaj v vrtcu. Se pravi, da govorimo o nekem pomanjkanju žive pesmi v družini. Kako vi vidite pomembnost, da oče in mama doma pojeta? No, malo ste že omenili, ampak tako... Stvar posluha, da kaj to. Mislim, da ni tako zelo važno, da je fajn, če pojejo. Velikokrat opažam, da rečejo v današnjem času, da
je to na avto vezano. Ne? Seveda, ki morajo, sploh če je kakšna daljša pot, ki morajo ljudje nekako otroke zamotiti. Imamo enega dobrega prijatelja, ki ima 3 otroke in živijo na Nizozemskem in oni, mislim, da brez pesmi ne bi prišli do konca. Tisto pot nikoli. Slovenci so sicer ne. Tako da zdaj se vrnejo za Božič in že veva, kaj jim bova podarila. Doma pa več ali manj so to neke uspavanke in mislim, da predvsem, da tudi če starši niso pretirano pojoči, da je fino, da otroke vzpodbujajo k petju s tem, da jim, ne vem, dajejo tudi ta način kot igro, ne, da rečejo, da zdaj pa si tole poslušaj, pa malo še ti poj zraven, pa malo beri, potem ko je večji, pa malo poskušaj zapeti. Tako da je fino, če starši tudi, če niso k temu sami nagnjeni, da to spodbujajo. Ker petje je vsekakor en tak najboljši način proti depresiji. Vsakomur, tudi odraslemu, ki ima težave z dobro voljo, bi mu svetovala, da začne peti v kakšnem pevskem zboru, ker enostavno ta način dihanja in te vibracije, ki jo delamo po sebi, ko pojemo, ne moreš biti slabe volje, no, če to delaš vsakodnevno. Tako da vsem bi priporočala čim več petja. Kaj pa poslušalci? Ni važno. Ali ne pojejo v zboru, ali pojejo sami, ko so. Vse ljudje to počnejo. Meni velikokrat povejo, ker rečejo, jaz nimam posluha, ampak vedno pojem in rad pojem in naj pojejo čim več. No pa se otroci, zato se zelo načeloma ne poznamo otroka, ki prav ne bi rad pel. No. Mislim, ja, ima bolj, moramo povedati, pa nekaj pa res, ne. Afiniteta, ne, imamo tako imenovane audiosenzorne ljudi, imamo pa vizualne ljudi, ne. Torej nekomu oblika, torej pogled, vizuala na stvari prej vzbudijo neke občutke, kot pa recimo zvočni aspekt, ne. In obratno, ne. Torej res je, da nekateri mogoče, ampak nedvomno se rodimo, nam, bom rekel, mama ponavadi kakšno spavanko poje, ne. Skozi celo življenje nas spremlja glasba, ko se prvi zaljubimo, ne vem, karkoli, ne, in še ko se v grobu ležemo, trobenta zaigra, ne. Tako da v bistvu glasba pa v vseh nakupovalnih centrih, pa posod je glasba, ne, in se še celo malo premalo zavedajo, koliko je prisotna in bi mogli biti malo bolj piki, ko bi šel rekel, izbirčni pri temu, v bistvu, recimo, ne vem, karkoli si izbirajo, hočejo si nov telefon kupiti, avto, karkoli že, obleko, pas, štumfe, izbirajo vzorce, ne. Muzika pa skoraj karkoli, ne. V bistvu pa ni, ne, je zelo pomemben aspekt, ki vpliva in na psiho, in na razpoloženje, in na neko notranjo estetiko, ki potem se prenaša na celo družbo, lahko temu rečeš, no. In ravno, kako pa potem izbrati med kvalitetno pa ceneno glasbo? Na kaj potem biti res ta piki pozoren? Jaz mislim, da je veliko v temu, da želiš biti pozoren, ne, da te ni vseeno, to je začetek, ne. Potem pa je v bistvu, kot pri vsakem, tudi glasbenik, dober glasbenik je nekdo, ki je zelo veliko se s tem ukvarjal, ne, in prepozna v bistvu s časoma, a je to lepe oblike, a so to prave barve, če tako hočete, ne. In prav tako je pri ljudeh, bom rekel, amaterjih, ljubiteljih, če zelo veliko poslušajo, pa se s tem, prav tako ratajo na ene vrste način profesionalci, se zelo dobro zavedajo, kaj je dobro, kar ni, ne. Torej, rasteš s tem, ne, zato je potrebno od malega v bistvu vzgajati, torej, se ve, kjer zbori so dobre, recimo, imaš tudi lokalne zbore, ki so zmagali tekmovanja, recimo mednarodne, karkoli. Greš poslušati, kako pojejo, torej starši, ko prej ste rekli, pojete za otroci, pejte tudi na kakšen koncert, pa ne samo takrat, ko je klobasa zraven. To tisto lahko je, seveda, ne? Ampak v bistvu to se od malega se to dela in pač s časoma človek se izobražuje in vse boljše je v temu, ne? Vse bolj razume, gled, kaj pa je ta naredil, kaj pa je to, kako, ne. Seveda, če pač prideš, kot bi rekel, z Lune, ti vrečeš vedno to v redu, ne. Tako da gre za izobrazbo, če želite tako temu reči, no. Omenili ste uspavanke. Kaj pa uspavanka tako naredi v otroku, da potem da zaspi, oziroma kaj je v uspavanki tisto, da otroka umiri? Mislim, da sploh ni tako važna izbira pesmi, gre bolj za način petja, ker jaz sem
dostikrat pela čisto vse pesmi, ki jih poznam, ali pa tudi pesmi, ki sem jih takrat morala vaditi za kakšen koncert, v katerem koli jeziku, ne vem, včasih so bile slovenske popevke, včasih so bile ruske pesmi, včasih so bile čisto mednarodne pesmi, ampak sem jih pač pela zelo tiho in zelo počasi. In gre pač za ta občutek neke umirjenosti in varnosti, ki se pri otroku zbudi, ker pač mama mu to poje in nekako se potopi v nek tak sanjski svet na tak najlepši možen način. Gre predvsem za to neko nežnost, ki jo daš noter pri petju, ne za repertoar. No, pa ritem se omenila, ne? Ritem je zelo povezan z bitjem srca, ne? Torej, ko smo mirni, ko sedimo, imamo 60 ali pa celo manj, ne? In prav tako počasne pesmi imajo ritem 60 ali tudi manj. Torej, v bistvu ta doba težka pam, ne? In v bistvu se to pač v bistvu ta počasni. Ko pa želimo hitro pesem, pa gremo na 120, recimo 120 allegro. Ne? In to je isto, ko tečeš, ko si vzburjen, ko si navdušen, puls zraste. Tako da je veliko povezave z srčnim utripom. Torej, v bistvu, ko smo vajeni ritem dojemati, ne? In srce je ritem. Ne? In dihanje tudi so omenjene. Recimo pri petju se zelo organsko samo na sebe, se na mesto postavi dihanje, ga ne zadržuješ, ampak enostavno lepo teče in dostikrat pravijo, če ne moreš zaspati, da se samo osredotoči na svoje dihanje in čudi izdih in da lepo teče. Ne? In pri petju se tudi to zgodi in tudi otrok potem prevzame to, ko bi rekla, ritem in ta način dihanja in se potopi v sanje. Kako pa pesem gradi osebnost oziroma spreminja notranje človeka, ga bogati? Kako mogoče vidite pri sebi, kako ste rasli s pesmijo, kako ste drugačni mogoče? To je zelo kompleksno vprašanje. Mislim, glasba na splošno, že v stari Grčiji so v bistvu bilo eno od glavnih, bom rekel, predmetov, ki so se jih moral učiti. Takrat je bila, čeprav nekako drugače, kot danes razumemo glasba, ampak je bila glasba. Torej je glasba je neko abstraktno razmišljanje. Ne? V bistvu je tudi skoraj edina umetnost v času. Ne? Nekako, čeprav so sliko gledaš, pa rabiš čas, da jo vidiš. Ne? Ampak vseeno, ta umetnost se zgodi, kot čas teče. Ne? In te notranji, bom rekel, procesi v možganih tudi, ki se dogajajo. Ne? Torej, da otroci, recimo, si morajo toliko not zapomniti, recimo, ko vade na pamet. Ko igraš, recimo, nek inštrument, razmišljaš vnaprej, kaj boš naredil. Ne? Torej, v bistvu, enostavno gradiš, se je že večkrat dokazano, da otroci, ki se ukvarjajo z glasbo, potem tudi pri drugih predmetih, na splošno pri učenju so izjemno veliko boljši. Torej, gradi ta, bom rekel, notranji, predvsem pa gre tudi za to vedno izročilo, pač tudi o čem poje pesem. Torej, jaz sicer bolj sem instrumentalist, torej bolj gledam na to, ampak vsekakor besedilo ima tudi veliko težo, a poje samo o tem, kako je, ne vem, prišel pa me pogledal, pa šel domov, ali je kaj drugega, ali je neko narodno izročilo. Umetnost je, in umetnost je del človeka in brez umetnosti še živalijo imajo, Veliko želi tudi premore, neko tako osnovno. Umetnost je pač v bistvu zelo nekaj, kar pač mislim dela človeka. In popularna glasba je zelo pod udarom zadnja desetletja, ker svetovna tendenca je postala dejansko samo še več ali manj prežvekovanje nečesa, kar je že bilo napisano, kar je že preverjeno dobro. Kar se hitro proda. Dejansko se pesmi na svetovnem nivoju se delajo tako, da se vzame prav testne skupine poslušalcev, na kaj se najbolje odzivajo, mogoče na tako melodijo. Prav tako besedila, kot je umetna inteligenca, mu rečeš, napiši mi ljubezensko pesem, tako in tako in tako. Jaz sem poskusila enkrat zahecne v slovenščini celo, ki bo primerna za sem pa tja, tako. In napiše čisto solidno besedilo, neče drugega. In se sploh niso več vajeni na tak način potruditi, da bi ena pesem prišla ven iz človekove psihe, besedilo, ki se rodi, melodija, ki nekako nastane skupaj s tem, ampak lahko že vse pobereš, kar je. Tako da je
popularna glasba, ki je bila prej vedno umetniška, vsaj del nje, danes žal je vse manj umetniške popularne glasbe. To je vezano na vse, kaj počnemo, kaj gledamo po televiziji, da je vse več pač nekih takih instantnih stvari, da smo vajeni gledati družbena omrežja, kjer so spet samo neke kratke informacije, da sploh se izgublja ta način, da je človek sposoben dolgo razmišljati, neko temo samo v sebi predelati in jo iz sebe dati. Tako da se naša zavest spreminja z vsem tem, v sredi česar živimo. In vprašanje, kako bo človek zdaj skozi to prišel. Vsekakor bi priporočala mladim ljudem, da čim več knjige berejo in da tudi poslušajo drugačno glasbo, ne samo tisto, ki je bila ustvarjena zadnjih 10-15 let, da se vračajo in različne žanre in tudi pač popularno glasbo starejšo, ki ima več vsebine. Če obstaja sicer terminologija, pop glasba, popularna glasba je pa torej, če en album se proda v več kot 5000 izvodih, vseeno, kjer je žanr, klasična glasba, ni važno, kar jazz, kako želite, sodi v popularno glasbo. Ampak, ja, imaš čisto prav, se strinjam, ja, v bistvu je ta aspekt, se pravi, nekaj, kar je tudi človek mora biti izbirčen vse, če smo, ko ste rekli, pri Nogavicah izbirčeni, tudi pri tem, kaj gledamo, kaj poslušamo, premisliti tudi, kaj slišiš. Danes je veliko informacij, ki so, bom rekel, z določenim namenom podane, ki lahko celo razdvajajo, ker namesto da bi združevali, vsaj mi da kot umetnika, mi da skušamo zmeraj združevati stvari, torej, da umetnost pomaga različne ljudi, različne poglede skupaj združiti, mogoče se pa najde nekaj, kar je še lepšega skupaj. In ja, to je pač en tak aspekt, ki je kar pomemben v glasbi, da se vrnemo k začetnemu izvornemu vprašanju. Ja. Kako pa potem, recimo pri otroku, prepoznati, da ima nek talent, glasbeni talent? Dobro, pri vama je skoraj samoumevno, kaj pa? Recimo kako se pri otroku vidi, kakšni so znaki, ali pa ne vem, tako da ima večji... To hitro začne nekaj pet, kaj je mumljati zraven. Eni otroci enostavno tudi zelo čisto pojejo takoj, to je talent, ampak predvsem je želja se veliko s tem ukvarjati, takoj pa... Ker marsikdo ima lahko talent za nekaj, ampak ne gori za to, da bi to delal. Pri glasbi lahko se tudi potem zgodi, da želja, bi rekla, povozi talent, da je nekdo, ki je talentiran, pa nima neke velike želje in tudi ne dela veliko na tem, da ga povozi oziroma postane boljši nekdo, ki ni tako zelo talentiran, ampak to počne ogromno in diha s tem dan na dan. Tako da eno je talent, eno je želja. Talent je v bistvu bi lahko rekel predispozicija. To je dejansko, da recimo slišiš, a je nekaj bolj čisto ali pa ni čisto, pa so note pravilne, občutek za ritem. Recimo pri inštrumentih je tudi ta motorični aspekt, recimo koordinacija, eni so malo bolj nerodni, eni ne. Torej pri violini imaš v bistvu ta koordinacija prstov in loka. Ampak to se lahko če želja se lahko naredi. Pa tudi, recimo, če nekdo konča, rečemo violinistka, šola akademijo in potem dela v enem super orkestru, opernem, simfoničnem, kakoli, mogoče ni najbolj znan violinist na svetu, ampak je prav tako živi z glasbo in je tudi dosegla. Ni potrebno, da smo vsi v glasbi ne vem, svetovne špice. In še tam je vprašanje, a so res, ali je to samo mogoče splet okoliščin in je tudi veliko drugih, ki bi bili podobno lahko dobri. Recimo, se ne rečem, da niso, ampak sigurno pri otrok sam ga glasba povleče. Seveda, da to moraš mu pokazati, da obstaja. Tudi, tako kot se ti velikokrat rekel, da starši, tudi če niso glasbeno izobraženi, pretirano muzikalni, če otrok hodi v glasbeno šolo, je izjemno pomembno, da mu ne rečejo, pejte v svojo sobo vaditi, karkoli že, ampak da rečejo, daj mi vadite, bom poslušala. In tudi, da ga mogoče malo nagrajujejo za dober glasbeni nastop, za
dobro spričevalo v glasbeni šoli, tako naprej. Ga na ta način vzpodbujajo, ker noben otrok, tudi če je nadarjen, če nima tega doma, ko je majhen, ne zna vaditi pol ure ali pa 3/4 ure ali pa že 15 minut. Motivacija. Mora imeti občutek, da ga starš pri tem podpira. In tudi če se starš nič ne spozna na note, naj sedi in posluša in ga vzpodbuja pri tem. Ne? In potem bo otrok vadil in razvil ta talent, drugače pa lahko tudi talentiran otrok vrže puško v koruzo. Ne? Ja, seveda, ne se otrok nima, ko je mehen, ko recimo otroku rečeš, a veš, zdaj vadeš zato, ker boš nekoč uspešen in boš družbeno priznan in boš imel lepo življenje. Mislim, to, a veš, čokolada, ja, okej, vadam, ne, ali pa ne vem, karkoli, ali pa sprehod, ali pa sladoled, ali pa gremo nekam skup, ali pa teh mehne nagradice, no, in to ful, samo da sedi zraven, da si pač motivacija, se tudi pred ljudeh je isto, ko si starejši, motivacijo rabiš, če nimaš motivacije, rataš depresiven. Vidva ste začela zelo mlada obiskovati glasbeno šolo, mislim, da pri 6 letih oba. Je to prehitro za otrokom? Najbrž ni, oziroma odvisno od inštrumenta? Ne. Mislim, za petje je prezgodaj, ja. Ampak začneš ponavadi z drugim instrumentom, ponavadi potem, ko se izkaže talent za vokal, potem nadaljuješ enostavno to vokalni smer, ne. Ne, sigurno je, mislim, otrok začne lahko z nekimi tolkali, glasbili, raznimi cimbal, combal, že pri 3-4 letih ima lahko doma igračke, pa celo za velikih že ponujate neke mehne urice glasbene, kar je super, pač v bistvu neka zabava, in ko pelješ otroka na šport, kar je tudi fajn in je prav, da je pač se tudi, bom rekel, fizično razvija, to je potrebno za psiho, kot tudi tukaj, ne, pri 6 letih je čisto normalno začne igrati, ne. Ni taka komod dovolj razvit v vseh pogledih, da začne z učenjem. Že pri 5 v bistvu je v redu, ne. Pa tudi pri 7, ampak ko še reči, ni to prezgodaj, ne. In če se mora biti veselje, ne. Važno je, da poslušajo njegove želje glede inštrumenta, bi se rekla, ker Benjamin je vedno vedel, da hoče igrati violino. Menda, ko je bil čisto še majčken, pa je bil zelo živahen, mama njegova vedno reče, ko so bile po televiziji kakšne violine, orkester, karkoli je vedno či zastal in zamrznil in to gledal, ne, in prej se ga ni nikakor dalo ostaviti, ne. Mene je glasba vedno privlačila, ampak jaz sem po naključju pristala na prečni flavti, ker v bistvu sem se želela igrati samo klavir in so doma rekli, nimamo ga kam dati, in še danes, recimo, mi je to najljubši inštrument in oprosti violina. In me najbolj pritegne in ga poslušam in mi je žal, da nisem igrala klavirja in prečno flavto sem potem po nekaj letih mučenja, bila sem slaba učenka, sem vrgla puško v koruzo, ker mi ni bil nezven všeč, niti ta, recimo pri prečni flavti moraš vedno hitro igrati, potem so same tiste črne note in veliko neke lestvice igrati in vse skupaj, vse zelo hitro. To enostavno ni moj značaj tak, ne, tako kot pri violini, da moraš tudi hitro igrati. Ne. Jaz bi bila bolj mogoče za čelo ali pa ne vem bolj. Si pa te čelisti poklicali. Bolj nizko. Rekli, kaj? Bolj nizko. Ne bo za kontrabas pol, recimo. Pa še ti znajo špijati, še kako hiter. Tudi gre za tudi zven nekako, moj glas je tudi nizek in mi je tako žametno. Ja, no. Pri klavirju je pa fino, ki ima in to dramatičnost in hitrost in to pompoznost. Je tudi fez hitro tebe gledeš. Tudi imaš črne note. Pasaže, in to z dvema rokama naenkrat, pazi. Skratka, to mi je vedno bilo žal nekako, da se nisem že pa reče, pa se lahko zdaj naučiš. Pa sem se potem tudi učila v Moskvi nekaj let, ampak to v odraslih letih ni to isto, kot če se učiš od otroštva naprej, ne. Se pravi, je tukaj tehnika, oziroma kaj potem majhen otrok pridobi, oziroma se hitreje nauči, če prej začne s klavirjem ali drugim instrumentom? Ja, mislim, da začne pač v bistvu recimo, sploh pri violini, ne, recimo violino je izjemno težko, skoraj da nemogoče, rekel, začeti se učiti, da boš profesionalno, recimo, da boš res dobro igral nekje po 10., 11., 12. letu. Skoraj ne obstaja, recimo pri pianistih, ker imaš pač nekako bolj, recimo temu, naravno pozicijo rok, lahko takrat pri violini pa je v bistvu ta pozicija in v bistvu ti od malega treniraš, da ti to ni nobena napetost, ne, zdaj recimo vsak ne violinista, pač to mu je totalno
vse mišice so mu te tetive napete in mu je to neudobno. Ne. Z malega v bistvu te roke prilagajaš, v bistvu, da ti je ta gib čist naraven. Ne. Tako da, ampak nasplošno gre za razvijanje, ne gre toliko za ta mehanski, pa biološki, ali pa kako se temu reče del. Gre za to, da pač v bistvu kaj se v možganih dogaja. No. V bistvu za učenjem not, za učenjem frekvenc, razumevanjem višin, to je zopet nek svet. Druga abeceda je to v bistvu paralelno, ki se tudi če učiš in samo pridobiš s tem, pa tudi koncentracija, ne, ker moraš toliko in toliko, moraš se recimo ukvarjati z enim majhnim delčkom, ki ti je težek in ti mora postati potem lahek in da ga skoraj potem znaš na pamet in ti je vse skupaj. Začneš pa iz tega, da ti je ga skoraj nemogoče zaigrati. In to so take male prepreke. Velikokrat moraš eno in isto stvar ponoviti, da jo osvojiš in je zelo dobro za možgane, tudi za drugo učenje potem, ko se moraš učiti nek drug predmet v šoli. Koncentracija se začne s 5 minutami, ko si čist mečkan, pa zelo hitro prideš na 15 minut, zelo hitro, že v enem mesecu, dveh, komod 15 minut vadiš. In potem v bistvu, če ti imaš to željo, zraste to na 30 minut, 45 minut, kar recimo je nekak tisto, kar otroci zdržijo, recimo, potem je fajn narediti pauzo, recimo. Pa 45 minut, recimo, imaš 10-9 let star, pa koncentracija, res pozornosti, mislim, ni malo. Ne? In imaš že bonus potem, recimo, ker v osnovni šoli se na začetku ni treba pretirano veliko učiti. Večini otrok grejo stvari, kar lahko, če v šoli dobro posluša. In potem tam pri 10, 11, 12, ko se je treba začeti učiti, imaš ti že prednost pred sošolci, ker si že vajen 3/4 ure nekaj skoncentrirano delati, ponavljati, kakorkoli in bi rekla, sigurno gre potem tudi v šoli lažje. Malo prej ste omenili tudi, da in gre v šoli lažje tudi pri drugih predmetih. Sveda, Recimo, pri katerem predmetu ti gre lažje, če poznaš, če igraš. Povsod je, čisto pri vsaki stvari, ki se pač moraš možgansko osvojiti. Ne rečem seveda zgodovine in tiste, kjer je veliko podatkov, recimo, ampak tudi recimo fizikalna, torej matematika. Bolj, ker je v bistvu matematika, je tudi neko abstraktno razmišljanje, ne? V bistvu številk v možganih in prav tako tle držiš note v enem prostoru in v bistvu jih znaš porazporediti po času. Torej že možgane je že verjetno nek podoben del. Doskrat tudi so izvajalci, recimo, ki so dobri, so ponavadi doskrat tudi dobri matematiki. Je neka povezava v glavi, med res dobrim, ponavadi inštrumentalistom, ampak ni povezano, ampak nekaj, ker pač je ker pri petje je notranji organ, ki ga pač treniraš, ko se rodiš, ga že uporabljaš, ne? Pri petju sploh ni treba, da veš, katere note poješ, ne? Mislim, fajn je, ne? Ampak lahko obstajajo tudi v zgodovini pevci, ki so znani, bili potem Ella Fitzgerald, pa to, da praktično niso bili notalni, ne? Ampak so se samo enostavno zelo dobro naučili nekaj ponoviti. Pri inštrumentu moraš vedeti, katere note igraš, ne? Mislim, vezano je na to, kjer je prst, kjerkoli že, ne? Pač v bistvu na neko orodje, ki ga pač uporabljaš, ne? In tudi to razvijaš. Mislim, da splošno je z vseh aspektov, ki pogledam, je v bistvu to ena taka, pa še zabavna, ne? Mislim, sej hec o tem, da glasba je zabavna reč, ne? Ni šloh, recimo, gledaš nek film otroški, recimo, gledajo tele razne lepe filme, recimo, ki so in potem te melodije lahko zaigraš, ne? Tu so šolke se pogledajo, ti pa igraš, tale je Frozen, kaj že, poznaš to zaigrati, ne. Mislim, se tudi faca bolj, ne. Ogromno veščin torej pridobiš. Ja, seveda, mislim, ne splošno, ti se imaš fajn in učiš se in koncentracija, praktično ni področja, predvsem pa v življenju, ne, na vse koncerte, ki greš, umetnosti je bližje, ko se reče, bolj si izbirčen, ker razumeš glasbo. In tudi potem lahko greš na koncerte in ti ni tuje, ti recimo boš časoma šel na koncert, simfonične glasbe in na začetku, če nikoli se s tem nisi ukvarjal, se je to skupaj kak zvok, kakofonija, bi rekel za nepoznavalca. Ti bo to blizu in boš užival tudi v tej glasbi in tudi v drugi glasbi, tudi jazz in vse te zvrsti imajo izjemno veliko, lahko kompleksne in zanimive glasbe, ki jo boš nedvomno boljše razumel, no. Mislim, enostavno boš bolj bogatejši v življenju, v vseh aspektih. No. Več stvari intenzivno doživiš. No. Škoda, da ne bi, če je tako lepega na tem svetu. Krasno.
Zdaj bi še pa spregovorili o tej knjigi, ki je pred nekaj tedni izšla. Knjiga je, se pravi, v njem so zbrane 25 pesmi, otroških pesmi, slovenskih. Bi malo povedala, kako sta se lotila tega projekta, kako je nastal, kdo je bil pobudnik? Bil sem spet tega. Mi dva nikoli ne vemo, ker se veliko krat pogovarjava. Ves čas na eni delavniki so praktično nenehno, ker tudi ko gre v nekem prostem času, se tudi v kakšnih idejah pogovarjava. Tako da jaz sem že leta shranjala te otroške pesmice v telefon, si pisala, katere so mi všeč, katere so posebne, ker sem jih seveda, starejša hčerka, stara 16 let in njej sem prepela vedno vse, kar sem znala od otroških in potem tudi že od odraslih pesmic. Tudi meni je mama zelo veliko pela, ko sem bila majhna in zdelo se mi je, ko sem videla iz simfoničnih projektov, ki sva jih delala, Slovanska duša in Slovensko srce, pa so velikokrat ljudje rekli, da otroci zelo radi tudi to poslušajo. Preprosto zato, ker je nek liričen način petja in ta pravi simfonični inštrumenti in to je otrokom prijalo in danes ni veliko take glasbe za otroke in so mi potem rekli, pa v avtu to damo, pa potem vidno zaspijo, pa radi poslušajo, pa tako naprej. Sem rekla, mogoče enkrat v bodoče narediva en projekt prav za otroke in potem pa zdaj to pomlad, ko sem bila že noseča, tretjič, je Benjamin rekel, veš kaj, on je pa potem tisti, ki se odloči, reče, zdaj boš več doma, pa tako ne boš toliko nastopala v kakšno leto, zdaj pa čas, da to narediva. In je rekel, da se zdaj tega zdaj pa nikoli. Nekako od februarja naprej so potem tudi finančno iskala, kako bi to pokrila, ker je bil kar obsežen zalogaj in tudi nekako začela načrtovati, izbirati pesmice, kako bi to zvenelo in potem skozi vse poletje od avgusta, septembra naprej pa vse bolj intenzivno do zadnjega meseca, ki je bil sploh za Benjamina praktično skoraj že brez spanja. No. Ja. Kako ste pa izbrala teh 25 pesmi? Je bilo težko izbrati? Ne, težko jih, problem je tudi, da jih ni bilo težko izbrati. Ne, 50 sem jih imela. Zato, ker jih je veliko zelo dobrih. V bistvu je bil problem jih katerim se odreči. Tudi včasih sta si 2-3, so si malo podobne med sabo in se potem za eno od njih odločiš, to bi. In Benjamin je potem naredil iz teh 50 svoj izbor in potem sem jih jaz pet spet stran dala in še 5 drugih noter. Hej se tudi temu, da pač vsak ima svoje od otroštva, tiste, ki so mi bile bolj ljube, ampak nekako tudi jaz sem izbiral po tistih, ki sem že malo naprej slišal, kaj hočem narediti kot priredbo. Zato sem rekla, ti izberi, ker ti veš, katere se ti nekako prikažejo, da jih lahko narediš lepo, katere boš ti s srcem tudi naredil. In seveda pa izbiraš, da so si kontrastne, da so raznolike, tako tukaj gre zlasti za neko ljudsko izročilo in za sodobnejše pesmice druge polovice 20. stoletja, za katere že vemo avtorje, ampak sva iskala, da so razlike, da je veliko pesmi, ki so svetle, radostne, da je tudi kakšna, ki je malo otožna zraven, ampak poudarek je bil na tem, da sva hotela narediti resen tak svetel, igriv, radosten projekt, no, da pač otroci uživajo v tem in da vdahneva neko novo življenje tem pesmicam in seveda, da je en tak Lenčka Kuper, ki je napisala enkrat, je bil en majhen škrat, za katerega, kot slišim, je pri vas se takoj prijel v družini. No, ona, ko sem jo klicala za dovoljenje, je rekla, pa ne spet škrata. 250 pesmic sem napisala, zakaj hočete to pustiti? Sem rekla, to je zbornik, pismarica slovenske otroške pesmi, mora biti škrat. Mora biti tiste, ki je najbolj uspešen, niste tako kakšnega Stinga, Fragile. Ja, ne bom vzela. Mogoče bova enkrat še en projekt naredila, pa bova vzela nepoznane otroške pesmi, ampak tukaj so hotela dati tiste prav Hudo mravljico, Kekčevo pesem, V bistrem potoku je mlin, pesmi, ki... Ko se temu jagodni zbor, reče o tem, tako malo bolj... Tako da tako so bile izbrane. Pa tudi en projekt, ki v bistvu... Mi da pač seveda neko znanje imamo v glasbi, izkušnje in v smislu izvedb in projektov in skladanja in tako naprej. In želeli smo res ponuditi otrokom premium projekt.
premium izdelek. Da je res so ilustracije, skozi reče svetovne, torej izjemno lepe, aranžmaji in format knjige. Torej, da je vsak korak narejen, kot da hočeš narediti to res za nek svetovni trg in za najboljš, kar znaš. In to se tudi čuti, ko primeš v roke knjigo, lepa je, čudovite pesmi, potem dodatek je CD, kjer vi pojete te pesmi, potem aranžmaji, res deluje kot en tak, jaz bi rekla, mini glasbeno gradivo za družino. No? Mislim, sigurno so zbrane pesmi, ki so izjemno lepe in dejansko s temi aranžmaji torej uporabljeni so instrumenti simfoničnega orkestra, ampak zraven so tudi tolkala in cingel-congel in vsega, ampak to so vsi instrumenti, ki jih najdemo v simfoničnem orkestru. Ni nobenih umetnih, bom rekel, instrumentov noter. Skušala so narediti tak... Note so tudi notri in Benjamin je še na koncu naredil 4 strani glasbeni kotiček, kjer pač poskuša na hitro razložiti, kako se note bere, na en tak preprost, šaljiv način za vsakogar, da tudi, če ima vsaj neki klavirček doma, da si lahko potem te pesmice sam zaigra in razume te note. In dodana je poleg CD-ja še ena QR koda, s pomočjo katere lahko ljudje potem direktno dostopajo na splet. Povezava na in se te pesmice naložijo v svojo pametno napravo, jih poslušajo, ker seveda starejše generacije oziroma nekateri še imajo dostop do CD predvajalnikov, nekateri ne več, nekateri imajo rajše CD, ki je kljub vsemu najvišja kvaliteta zvoka, kot tudi Benjamin kot zvočni producent, studijski producent rad pove. Vse ostalo je skompresirano, nižje kvalitete, okleščen zvok. In tudi otrokom vse več staršev reče, da jim kupijo CD predvajalnike, zato ker nočejo, da imajo ves čas te pametne naprave okrog sebe, s katerimi potem vedno delajo, bog si ga vedi kaj. Sam glasbo poslušam. Če ga samega pustiš, sam glasbo poslušam, baba priješ nazaj, pa sem šel samo eno igrico pogledati ali nekaj. In tukaj pa veš, da ima in tudi fizično noter da in to je otrokom všeč, da menjajo, tudi poslušajo vse skupaj kontinuirano in jim kupujejo. Vse niso drage, take majhne napravice. Tako lepo darilo in toliko še teh CD-jev je v obtoku in otroci to radi tudi. Celo obstajajo, doskrat imaš te prenosne zvočnike, ki so zdaj, ki imajo v bistvu celo vhod, tale za audio, in obstajajo take mehni CD-playeri, ki so v bistvu samo za računalnik, bi rekel, sem CD-player in lahko samo ga preklopiš, tudi ne rabiš kupiti na novo naprave, tako da in notri so te note, pa doskrat so tudi videli po internetu, da so ljudje iskali note, recimo, za ene pesmi, čeprav, lahko si jih izpišeš, ampak kje pa bi dobili te note, recimo so neki zborčki, ne vem kaj, tudi vsaka pesem ima notni zapis, poleg besedila, predvsem pa vsaka pesem ima ilustracijo Gora Zdavahna. In to mislim, da nam takoj pade v oči. To je noro, mislim, ker format je velik, in vsaka pesem ima pač to svojo stran, celo nekateri imajo 2 strani. Nisem želela škrtariti z ilustracijami, ker se spomnim kot otrok, če imaš pesmarico, če pesem nima svoje slike, tako je nekako malo manj vredna, se mi zdi. Tisti, ki imajo sliko, jih nekako drugače doživiš, kar potegnejo v svoj. In sva želela res, da ima vsaka svojo zgodbo tudi na tak način. In čudovite ilustracije so, tudi tukaj je bilo veliko razmisleka, ker danes lahko iz sveta potegneš, ne vem, ilustratorja iz Indije, iz Rusije, iz Južne Amerike. Pa so dobri. In ti bo nedrago narisal prekrasne stvari, ampak na koncu je tukaj tudi imel Benjamin glavno roko, so hotela, da jih naredi nekdo, ki je briljanten in izhaja iz našega okolja, ki razume naše tradicije, našo estetiko. In tukaj je super narejeno, je tradicija, hkrati je pa zelo sodobno, barvito, šaljivo, romantično, če je treba, s humorjem, če je treba in boljše si ne bi mogli zamisliti. Na koncu, če je mogoče, ni toliko pomembno, ampak praktično kompletna produkcija, torej ilustratorji, izvajalci, tiskarji, vse je narejeno v Sloveniji. Lahko bi rekel, je slovenski proizvod. Če hočete tako, ampak dejansko je vse, v bistvu, ker lahko kje druge, kje mogoče ceneje, kje najdeš, ampak mislim, da se v končni fazi, se ne gre zopet za ta 1 evro gor ali dol. In tako da tudi to vam nekako mi pomeni, da je dejansko zrasel, bom rekel, z ljudmi, ki so del slovenske kulture.
In se pravi, knjiga je res po svoje zimzelena in za prihodnje generacije. Kaj si najbolj želite za slovenske otroke ob izdaji te knjige? Kaj si želite najbolj dati preko te knjige bodočim slovenskim otrokom? Da bodo svojim otrokom naprej topili, ko bodo oni zrasli. Ker zdaj s tem, ko pač se dnevno gleda YouTube, je res taka poplava zlasti angleških pesmi in otroci to kar požirajo. Seveda so barvite, imajo neko luštno risanko zadaj, starši tudi rečejo, ja, pa se angleško učiš, veš, kako je fino, ne? In glede slovenske pesmi pa ni tako veliko izbire. Mi smo še zrasli za temi briljantnimi produkcijami RTV-ja, tako te glasbeno opremljene pravljice, kot tista pravljica, ki je bila vsak večer po radiju, ki smo jo poslušali, in krasne produkcije, ne vem, od Mačka Murija do pesmi, ki jih je pel zborček RTV Slovenija, otroške, in super je bilo, takrat je še orkester te stvari igral in smo z nekako kvalitetno glasbo rasli gor kot otroci. Danes pa kar pade, bi rekla. Prepuščeno, se preveč vsega. Nekako se na ključu prepuščeno, vse v redu, bomo pa to poslušali, vse je ta pesem. Gleda se, kjer ima več lajkov na YouTubu, in seveda, ko vzameš tam na tisti neko monotono petje, nečustveno, z nekim cingl-congl spremljavo, nekaj se vrti in otroka skoraj hipnotizira. Če bilo monotono petje, bilo še v redu. Kaj ti tako, da... Ja, ali pa je zelo neestetsko petje. Nekako mi, da so pa res želela nekaj za njihove nežne dušice, ušeska, narediti nekaj blagozvočnika, ki lahko tudi zraven zapojejo, hkrati jih lahko umiri, uspava, ker če glasba taka, potem tudi otrok postane hiperaktiven od tega. Sem prav videla, zdaj pred kratkim je bil en večji otroški praznik in sem tudi bila jaz prisotna s to glasbo in je bil DJ, ki je spuščal različno glasbo za otroke, vsake toliko časa pa je eno tako spustil in tam so bili tudi dojenčki, majhni otroci, zvočenje je bilo močno in se ustvarjajo napetost s to glasno, intenzivno, ritmično glasbo in takrat, ko je kakšna ta prišla, kar nekako vse se je umirilo. Tako da imejte radi svoje otroke tudi na ta način, da jim nekako izjemno vpliva na otroško psiho, kakšni glasbi so izpostavljeni. Otroci so še bolj dovzetni za te stvari. Odrasli mogoče že malo ne opazimo, smo že navajeni, imuni, utrdeli za te stvari. Mogoče kdo je... Jaz še vedno, če pridem na trgovino z oblačili in je neka agresivna glasba, jaz ne moram nič kupiti in me odnese ven, se začnem slabo počutiti. Preglasna, neki, ne vem, ljudje trgovine, hoteli bi morali tudi o tem razmišljati. Si kupijo, imajo dizajnerja za notranjo opremo, za vse skupaj. V naprednih družbah v tem smislu imajo tudi že dizajnerje za glasbo. V primeren prostor rabijo tudi primerno glasbo. In otroke nehote se jim slabša njihovo psihično počutje s tem, če so neki agresivni, neprimerni glasbi izpostavljeni. To je že dostikrat dokazano, da določena vrst glasbe lahko agresijo povzroča. In zato je namenjena, se dejansko želijo to narediti. In v bistvu tudi, če to želiš in si odrasel in hočeš dobiti ta nek... V redu, če to rabiš, ampak se ve, v bistvu, otroci pa ne vedo, oni so pač to, kar dobijo, to kot goba posrkajo. Ja, mogoče je fajn malo o tem pomisliti, če razmišljaš, recimo, kaj jim daš za jest, kaj jejo, zakaj ne pa razmišljajo o duševnem stanju človeka. In zato sta tudi to vajno znanje, ki ga imata in sposobnosti dala v to knjigo vsem slovenskim otrokom in še njihovim otrokom. Ja, upava, da bo všeč projektno. Celo najna 10-letnica je bila zraven kot glasbena urednica do neke mere. Kot prvo ima toliko enih pismeric, ker je zelo rada poje, da nam je prišla povedati, če je kakšna kitica, ki je manjka, kdaj, ali pa če kaj ljudske pesmi imajo več besedil in potem mi je rekla, ne, to ni tako, sem rekla, ne bo tako, ker ste meni tako bolj všeč. In sem se za to verzijo odločila. Ampak ona nam je tudi malo tonalitete določala,
v bistvu pesmi sem pela včasih kakšen ton više, kot bi jih sicer, prav zato, da lahko otroci zraven pojejo, ker je preveč otroške glasbe, preveč nizko posneto in otroci imajo visoke glasove, lahko zelo visoko pojejo in je tudi s to mislijo posneto. Ker potem če pri nesko tudi ne ujamejo melodije, njim ni jasno note, zdaj moraš, potem se matrajo, pa začnejo biti previsoko ali pa, torej nekako je tudi prilagojeno seveda za, bom rekel, ta lego otroških glasov, ne. Torej, pa tudi zveni potem malo bolj vse tako. Bolj svetlo in veselo zveni zaradi tega. Tako da skoraj že družinski projekt. Definitivno. Jaz sem ful vesel, da je to zdaj nastalo in da pač en tak projekt zame res pomemben, tudi z umetniškega aspekta. Pri nama so otroci vedno bližje del teh projektov. Tudi pesmi mojih krajev, kjer so slovenske pesmi, je Benjamin vedno potem cel dan delal v studiu, zvečer je prišel po mene ali po otroke, smo se peljali skupaj v avto, nam je pokazal, kaj je naredil novega in sta punci že vse te pesmi, bi rekla, zlasti slovenske domoljubne pesmi 19. stoletja, malo 20. tudi, se jih na ta način naučili. In pri Bodi zdrava domovina in Pavčevi sva prav zaradi tega potem dala na začetku otroški zbor zraven, ker to pesem tradicionalno poje moški zbor, ima čisto drugi zven, ker se nam je zdelo tako lepo, ker sta punčki s tistimi nežnimi glaski zraven peli. Pa simbolika je velika, ne? Prihodnost nekako. Da otroci, Bodi zdrava domovina, ni otroška pesem, ne? Ampak da v bistvu, da otroci, pač simbolika, da bojo oni to naprej nesli, ne? V bistvu je in seveda zven otroškega zbora je pa to svoje, ne? To nekako, ne bo rekel, da kričijo, ampak imajo tak tisto odprt zven, radosten, ki je čisto vseeno, o čem poje, ampak je ta. In mislim, da to je super, ne? Ni pa agresiven zvok, ne? Ampak je tak, bom rekel, nabit z neko tako življenjsko energijo in je to the best, ko pride tako projekt, pride orkester in potem Bodi zdrava domovina, so bili kot torej aranžma, ki sem ga naredil, tako kot neko prebujanje, torej preporod ali pa kako hotel temu reči, in potem v bistvu iz tega preporoda začne otroci peti. Je prav tisto, wow. Najbrž tudi efekt pri poslušalcu je čisto drugačen, ko to besedilo pride skozi preko otroškega glasu. In na koncu se vsi združijo, torej orkester, torej mešani zbor, odrasel tudi poje potem noter, manca, in še otroški zbor. Na koncu vsi praktično v zadnjo kitico vsi skupaj pojejo. In je v bistvu kot, je super. Zato je tudi zadnja pesem na albumu je. Kot en tak, fajn uspel, tak, lušno. To so take stvari, ki potem v bistvu ti všeč, že se s tem ukvarjaš. Ko se nekako tako se spoji in rata nekaj takega fajnega. Manca in Benjamin Izmajlov, najlepša hvala za obisk v našem studiu, za vse, kar ste podelila z nami, te dragocenosti, predaje, ljubezni do glasbe, do petja, do umetnosti. Verjamem, da sta s tem navdušila mnoge starše, da bodo bolj pozorni na to, kaj otrokom kupujejo, kaj jim predvajajo in tudi navdušujejo, da jih bo glasba spodbujala k veselju, k lepoti, pa tudi in vsemu drugemu, kar recimo ohranjanju svoje lastne identitete in kulture. Slovenska pesem oziroma slovenska identiteta tako majhnega naroda, kot smo, to se še bolj vidi recimo na avstrijskem Koroškem, ena najbolj važnih stvari je bila vedno slovenska pesem. Ali pa recimo v drugih državah, kjer je veliko izseljencev, to je tisto, kar je ljudi skupaj držalo vedno, petje. Seveda, Pa še fajn je. In hvala, ker to nas spodbujata med nami. Hvala lepa za povabilo. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste nam prisluhnili in se vidimo spet prihodnjič.